presek funkcije z ordinatno osjo oziroma začetna vrednost. Lahko si še tukaj zraven napišete, da se temu preseku z funkcije z ordinatno osjo reče začetna vrednost. Če imamo graf, imamo zdaj x pa y os, in neko krivuljo. Potem je presek funkcije z ordinatno osjo, ordinatna os je y os, v tejle točki. In če pogledamo to točko, je vedno leži na y osi, ker imamo presek z y osjo. To pomeni, da je x koordinata tukaj vedno nič. No, tole točko bomo označili s T in prva koordinata je nič, druga je pa vrednost funkcije v tej točki nič. Zdaj pa, kaj s tem mislim, ne? Če moramo prebrati, recimo, tole točko, pa rečemo, da je tu 1 in tukaj 2. Potem je ta naša točka, ko jo preberemo T, nič, 2. Se pravi, tole je tista vrednost funkcije, v kateri graf seka y os, kjer je x nič. Če moramo pa zračunati, na primer, da imamo funkcijo f od x je x na 3 plus 2, potem pa rečemo, ko iščemo začetno vrednost funkcije, rečemo x je nič in zračunamo vrednost funkcije v točki nič. To je nič na 3 plus 2. Nič na 3 je nič, plus 2 je 2. In iz tega dobimo, da je presek z y osjo v točki x koordinata je nič, to je 2. Tako, torej, presek funkcije z y osjo, rečemo tudi začetna vrednost, dobimo tak, ali da preberemo, kje graf seka y os in dobimo točko. Druga možnost je pa računsko. In sicer tako, da pogledamo, kakšen je predpis funkcije, določimo vedno x vrednost nič, zato ker se moramo postaviti semle, in potem pogledamo, kje, zgoraj ali spodaj, seka funkcija to vrednost. Recimo, če imamo primer, določi začetno vrednost funkcije f od x je 5x minus 3. Kako jo zdaj določimo? Glede na to, da grafa nimamo, se bomo tega lotili računsko. Rekli bomo x je nič in bomo zračunali vrednost funkcije v točki nič. To pomeni, na mestu vsakega x-a bomo vstavili nič. To je 5 krat nič minus 3. Minus 3 je minus 3. Se pravi, začetna vrednost je v točki, prva koordinata je nič, druga je minus 3. Naslednja lastnost je ničla funkcija oziroma presek z abscisno osjo. Pa dajmo zdaj pogledati. Če imamo takole en graf, potem je abscisna os x os. To pomeni, da so točke, kjer seka x os tole, tole in tole. Jaz bom tukajle zato, da si bomo lažje pogovarjali, označila številke, naj bo to -5, naj bo to 2 in naj bo to 6. Pa tule recimo 3. Zdaj, ničla funkcije je tam, kjer je graf funkcije preseku x os. Ko to preberemo, recimo tale točka, recimo rečemo, da je to, naj bo to ničla 1, je po x-u minus 5, y koordinata je pa nič. Tale točka je po ničla 2, po x-u je 2, po y-u je nič. In zdaj, če še ta tretja pogledamo, je nič 3, po x-u je 6, po y-u je nič.
A je to zdaj naključje, da je vedno y nič? Ni, ne. Zato ker če hočemo, da graf seka x-os, potem moramo biti čisto na x-osi, to pomeni nič gor pa nič dol. In zato je y koordinata nič. Se pravi, funkcija ima ničlo tam, kjer je vrednost funkcije enaka nič. Oziroma, kjer je y koordinata enaka nič. Zdaj pa, kar se tiče branja iz grafa, je enostavno, ne. Kar se tiče pa računanja, je pa mogoče malo bolj zahtevno, in sicer odvisno od funkcije potem dobimo enačbo. Primer je: izračunaj ničlo funkcije. Na primer takole, imamo f od x je 3x plus 6. To je linearna funkcija in ničlo te funkcije smo že iskali. Naš f od x mora biti nič. To pomeni, da vse tole, f od x, enačimo z nič. F od x je nič, ne? Enačimo z nič. Se pravi, nič je 3x plus 6. Zdaj pa moramo x izračunati. X je na eno stran, minus x je 6, ker imamo tukajle krat delimo z minus 3, pa dobimo x je minus 2. Se pravi, točka, ki je ničla te naše funkcije, bo samo ena, in sicer x koordinata bo zdaj minus 2. Koliko bo pa y? Y oziroma vrednost funkcije v točki minus 2 bo pa nič. In to sta v bistvu še te dve lastnosti, ničla pa presek z y osjo. Še ena lastnost je, ki pa je dokaj nova, in sicer sodost in lihost funkcije. Poglejmo najprej za sodost. Tistele zapise si lahko prepišete, potem si date na pavzo pa prepišete, jaz bom pa tu obrazložila. Se pravi, funkcija je soda, bomo najprej z grafom pogledali. Kadar je graf simetričen na x-os, to pomeni, če je šel zdaj tukajle do semle dol, potem gre tukaj gor isto, a ne. Se pravi, če bi ga po y-osi zložili skupaj, potem bi se to prezrcalilo točno v isto krivuljo navzgor. Jaz sem zdaj tukaj malo slabše to narisala, ampak je vseeno, upam, da je vidno, ne. Se pravi, če gre na tej strani tako ena polovička dol, potem gre na tej gor. Simetričnost pomeni, da če bi prepognili list po tejle črti, bi se tele združile, a ne, črte. In vi boste pač iz slike mogli prepoznati, če je simetričen na y-os, potem bomo rekli, da je funkcija soda. V resnici pa pride do tegale pojava, da če imamo recimo tukajle vrednost 5x, gremo do gor in pogledamo, kakva je vrednost, pa pogledamo še za minus 5 vrednost, potem se tule f od 5 združi z f od minus 5. To pomeni, da ta naša funkcija minus nekako izniči, poje. To bi se recimo zgodilo tako, če bi rekli, če bi imeli funkcijo f od x je x na kvadrat, kar tudi tale je približno narisano, ne. Pa če bi rekli, koliko je f od 5? Ja, f od 5 je 5 na kvadrat, je 25. Kaj bi se pa zgodilo, če bi dali f od minus 5? Ja, minus 5 na kvadrat je pa tudi 25. Se pravi, obstajajo funkcije, ki mi je vseeno, ali ima vstavite pozitivno vrednost noter ali pa negativno, rezultat bo enak. In tem funkcijam se reče sode. No, potem pa obstajajo še druge vrste lepih funkcij. Ja, lepe so. Se pravi, imajo neko lepo lastnost. Simpatične, totalno, ne. Funkcija je liha. To pa pomeni, da je njen graf simetričen na koordinatno izhodišče. To je pa zdaj malo težje mogoče vam pokazati, in sicer, če bi v tem delu bila takole krivulja, potem v drugem delu se v bistvu čez tole točko koordinatno izhodišče obrne navzdol.
To pa pomeni zdaj za vrednosti tole, ne. Če mi vzamemo tukajle vrednost 5, dobimo recimo vrednost tukajle, ne vem, pa dajmo 4. Če bi pa tukajle vzeli -5, bi pa, če je funkcija liha, dobili -4. Se pravi, kaj naredi zdaj? Če mi pogledamo, če rečemo, koliko je f od x, je neka številka, ne. Pol bi pa pogledali, koliko je pa f od -x. Ja, to je pa isto kot ta številka, ampak minus, ne. In to v bistvu strokovno napišemo, da če pogledamo -x, f od -x, dobimo minus vrednost, ki bi jo dobili, če bi izračunali f od x. Vi pa si morate zapomniti, da je graf simetričen na koordinatno izhodišče.